Na naš Facebook je pisal gledalec in nas prosil za poseben nasvet, kako svetovati prijatelju, ki se mu zdi, da ima slabe ocene zaradi sošolca, ki ga moti pri pouku. In kar vas zanima, to Infodrom razišče. V spletni anketi smo izvedeli, da bi vas skoraj polovica takšnega sošolca ignoriralo. Na malo drugačen nasvet pa imajo učenci osnovne šole Veliki Gaber in šolska svetovalka. Dragi gledalec, upam, da bo tvojemu prijatelju prispevek pomagal, pa še komu drugemu. Učenci 8. razreda osnovne šole Veliki Gaber si soseda v klopi praviloma izberejo sami. Sošolec, ki sedi zraven tebe pri klopi, mora biti umirjen. Najbolj moti to pri matematiki, recimo, ko pišeš račun, pa te pa vpraša kaj in ne veš, kje si ostal, recimo. Obračanje nazaj. Če bi me ščip ali pa kaj tako. Celjski osnovnošolci pa so ugotovili, da njihove sošolce moti tudi zamujanje pouka, žvečenje žvečilke in podajanje listkov po razredu. A preden kdo sklepa, da je za njegov neuspeh kriva nagajivost sošolcev, naj premisli o svojih učnih navadah, pravi šolska svetovalka. Koliko se učim, kako se učim, tudi sposobnost in interes za učenje. Je pa mogoče, da učenec res moti učni proces, zato se je o tem treba pogovoriti. Da bi sošolcu rekla, da me moti, zaprno. Imela bi občutek, da me ga s tem stran odrivam. To prvo malo premislim, kakšne besede bom rekla, kako bom začela staviti, pa se pač povem. Najboljše je, da enostavno povemo, nehaj, prosim, to mene moti. Že doskrat sem sošolcu rekel, neha me motiti, drugače sem pač mogel po učitelju reči. Učitelj lahko sošolca denimo presede, lahko pa se obrnete še na razrednika ali svetovalnega delavca. Ti morajo poskrbeti, da lahko v miru spremljate pouk. Se tu dejansko pridejo učenci tudi do mene, povejo in potem presodimo, oziroma v tem primeru se usedemo skupaj. Ko je enkrat odrasla oseba vključena, tudi ve, na kakšen način pristopi do tega učenca, da ne pride do zamere med njima. Torej, kar pogumno, jezik imamo za to, da povemo, če nas kaj moti.